Kdaj so se pa postavile jaslice? Tele naše jaslice so začeli postavljati že septembra. Če gremo pa še nazaj na zgodovino jaslic, so se pa prve jaslice pojavile leta 1223 v Asiziju. Je sveti Frančišek postavil, ampak ni imel nič figuric, ampak je žive ljudi postavil. Se pravi, za Marijo je vzel eno gospo, za Jožefa enega gospoda, pa dete so najedli in so potem tam pred eno cerkvijo na trgu tako vse razpostavili, da je izgledalo kot današnje jaslice. Zakaj so pa te jaslice tako posebne? Te jaslice so narejene tako, da se tukaj odvija cel program, ki je sestavljen iz 5 prizorov. V prvem prizoru Jožef in Marija iščeta prenočišče, ko trkata po vratih po Betlehemu. Drugi prizor predstavlja, kako čistijo hlev, pravzaprav eno gospo, ki noter molze, kravo. Tretji prizor je takrat, ko pripravljajo hlev, Marija se vidi še lepo s trebuščkom, se še vidi noseča. Četrti prizor je, ko je Jezus že rojen. In pa zadnji prizor, ta 5. prizor, je pa prizor, ko obiščejo 3 kralje Jezusa in mu prinesejo zlata, kadila in mire. Kaj so želeli z jaslicami povedati? To je pravzaprav pripoved o Jezusovem rojstvu. A potem so jaslice postavljene zato, da se mi lažje predstavljamo ta božič. Ja, gotovo, ne. Jaslice pomagajo, da se nekako oživiš v tisto betlehemsko atmosfero, ozračje pred 2000 leti in ga lažje podoživljaš, ga lažje razumeš. Kako sta pa povezana božič in štetje našega časa? Božič je bil tako velik dogodek, da so z njim nekako razmejili čas pred Kristusovim rojstvom, pa čas po Kristusovem rojstvu. Ampak to ni bilo takrat, ko je Jezus se rodil, takrat niso začeli šteti leta, 1, 2, 3, ne? Ampak so to pozneje. Ni pa po celem svetu, poznamo še druga štetja časa, ne? Recimo muslimansko štetje šteje drugače čas kot pa mi, potem judovsko štetje tudi drugače šteje leta kot pa mi in pa najbrž še kakšni drugi narodi drugače šteje leta kot mi, ne? Kdaj se pa pojavijo jaslice v naših krajih? Če gledamo glede na tiste prve jaslice v Asiziju, se pojavijo razmeroma pozno. To so se pojavile leta 1644 v Ljubljani pri jezuitih. Tam so naredili take velike figure, 1,5 m velike, in so potem naredili različne božične prizore. Kaj je bistvo božičnega časa? Jezusovo rojstvo, ne? Božje učlovečenje. Bog je postal človek in takrat je pravzaprav se začelo tudi naše odrešenje, ne? Zakaj je božji čas, da se družine vračajo domov in skupaj praznujejo? Na božič je nastala sveta družina, ko je Jezus bil rojen, ne? In zato je potem tudi nekako praznik, ki povezuje vso družino. In gotovo, če se spominjamo iz otroštva, kako lepi so bili božični dnevi, božični čas, božična noč, radi pridemo nazaj domov in potem praznik praznujemo v krogu svoje družine, ne? Zakaj pa je pesem Sveta noč tako znana in kdo jo je napisal? Napisal je leta 1816 Jozef Mor, njegov prijatelj, organist Franz Gruber, je pa to pesem čez 2 leti uglasbil in potem sta jo prvič zapela na božični večer leta 1818 v kraju Oberndorf. Danes je to ena najbolj znanih in tudi najbolj izvajanih pesmi, prevedena je okrog 300 jezikov. Postala je tako značilna za božični čas, da si božiča brez svete noči sploh ne znamo več predstavljati. Prvi, ki je prevedel pesem Sveta noč v slovenščino, je bil dolški župnik Jakob Aljaž. Takrat še ni bil dolški župnik, ampak bil kaplan v Tržiču in tako so je potem v 70. letih 19. stoletja v Tržiču prvič pel najprej nemško, potem pa slovensko. Kasneje so pa še drugi možje prevajali Sveto noč, tako da to besedilo, ki ga imamo danes, ni čisto Aljažev prevod, ampak je potem popravljen prevod kasnejših prevajalcev.